Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. 22. junij je v Idriji že vse od leta 1508 velik praznik. Idrijčani se spominjajo velikega odkritja cinabaritne rude, ki je omogočilo razcvet rudnika in mesta. Zato je 22. junij praznik občine in to je tudi priložnost, da v studio Idrijskih novic povabimo župana. Tomaž Vencel, dobrodošli. Lep pozdrav. Povejte nam, kako sami doživljate ta občinski knapovski rudarski praznik. Ja, občinski praznik je vendarle občinski praznik, največji praznik v občini. Sicer v Idriji kaj ne rečem, imamo mogoče malce nesrečo, da zelo sovpadata praznik idrijske čipke in občinski praznik, tako da vsak posebej imate nekako malo manj poudarka, ampak skupaj mislim, da sta pa tisto srednji del praznika naše občine. 5 let ste na mestu župana, imate že nekaj izkušenj? Ja, 5 let bo to jesen. Jaz mislim, da sem že malce uhodil poti in predvsem ugotovil, na katera vrata je potreba potrkati, da dobiš predvsem pri odločevalcih kakšnega pravega sogovornika. Je pa res, da pol tega obdobja ste upravljali občino kot krizni menedžer, to je bilo obdobje covida, ne? Ja, obdobje covida, ki smo ga na srečo že več ali manj pozabili, je bilo, zanimivo po tej plati, da smo pač morali v tistih razmerah, kakršne so bile, opravljati praktično vse tiste dolžnosti, ki jih je treba opravljati tudi v normalnih razmerah, oziroma razmišljati poleg tistih normalnih še o tem, kako bomo stvari speljali v tistih razmerah, kakršne so bile. Temeljni dokument vsake občine je proračun, v njem se zrcalijo vsi projekti, vsi načrti, želje občine, občanov, občinskega sveta in tudi predlagatelja, to pomeni župana. Vi imate sedaj sprejeto 2-letni oziroma 2 enoletna proračuna. Tako, imamo sprejeta 2 enoletna proračuna. Glede na stanje, bomo rekli, predvsem investicij, mislim, da bomo morali takoj začetku jeseni narediti kakšen rebalans oziroma večje prerazporeditve sredstev med postavkami. Stvari oziroma same storitve in materiali se dražajo še vedno in marsikje nam bo verjetno malo denarja primanjkovalo oziroma ga bomo morali prerazporediti z drugih postavk oziroma projektov, za katere bomo pač ugotovili ali za katere smo že ugotovili, da ne bodo izvedljivi v tem letu. Država občini Idrija vsako leto nameni pravzaprav premalo denarja. Opozarjate na to, da so merila pri določanju glavarine nepravična. Na katerih področjih? Ja, to skozi ponavljam. Pač sama formula o primerni porabi je sicer dobro nastavljena za povprečno občino. Mi pa nismo povprečna občina. Naša občina je, bomo rekli, glede na število prebivalcev zelo velika, ima veliko cest, imamo veliko, predvsem, bomo rekli, točk v občini, ki so kar na visoki nadmorski višini, se pravi preko 1000 metrov, in smo po drugi strani doma v prvih hribih od morja, kjer vemo, da se ponavadi zlije ves dež oziroma zapade ves sneg. Tako da ja, naša občina ima s tem, da živimo na tem lepem delu Slovenije z lepo naravo in sicer razpršenim prebivalstvom, na ta račun veliko stroškov, za katere pa bi morala država priznati, da jih imamo, in bi morala takim občinam dati malce več sredstev. Zanimivo je, da je na nedavnem srečanju župani je predsednik vlade Robert Golob obljubil, da se bo pogajal z vsako občino posebej. Ja, tega sicer ne bi prav konkretno komentiral, ker zakon o financiranju občin ne predvideva tega, da bi se vlada oziroma predsednik vlade pogovarjal o dodatnih sredstvih z vsakim županom oziroma z vsako občino posebej. Moram pa reči, da vsaj nekako smo dosegli to, da je vlada začela razmišljati o tem, da že
sam dvig plač zaposlenih v javni upravi, za katerega pač ni predvidela dodatnih sredstev, oziroma v javni upravi in vrtcih in tako naprej. Kar mislim, da je prav, da so se plače dvignile, ker so res, predvsem v vrtcih, določene prav mizerne. Pač država je odločila, da se, oziroma odobrila, da se plače zvišajo, več denarja po občinam, ki dajemo za te plače, pa ni dala, ne. Tako se pravi, da se je nekdo drug odločil o tem, kam bomo mi denar zapravili, in to je eden izmed problemov. Problem je, če povem na kratko, letošnja glavarina je 700 evrov na prebivalca, kar je 8,26% več kot v letu 2022. Če pa izračunamo nekako pod črto vse stroške, ki so se povečali, jih je pa za več kot 25% več, se pravi, da občina ima, bomo rekli, problema iz 17% minusa napram lanskem letu, kar se bo poznalo povsod, razen pri tistih stvarih, ki so nujne. V skupnosti občin so izračunali z druge strani in sicer so ugotovili, da je ta primanjkljaj 81 evrov na občana. To za vašo občino pomeni tako slab milijon. Tako. To pomeni, da bi morala biti neka logična glavarina, da bi ohranjali standard prejšnjega leta nekako 781 evrov na prebivalca iz sedanjih 700, zdaj vidimo, kje je razlika. To pomeni slab milijon, ne? Slab milijon pa pomeni tudi strošek zimske službe, recimo v naši občini, oziroma v letošnjem letu skoraj 900 tisoč evrov, ki pa jih ni potrebno plačati recimo Portorožu, Lendavi in podobnim krajem, kjer pač snega skoraj da ni. In na ta način pač tista sredstva, ki bi jih lahko vlagali v investicije in razvoj naše občine, porabljamo za to, da se lahko praktično po občini sploh premikamo. Najbrž vam svetujejo modri uradniki v Ljubljani, prijavite se na razpise, pa tam ni tako preprosto, ne? Ja, trudimo se in sami in s pomočjo IKRE in preko zavodi javni se prijavljajo na razne razpise. Predvsem je problem ta, da so javni razpisi, imajo svoja pravila. In v zadnjih letih se konstantno v dodatnih točkah pri razpisih pojavljata dva kriterija, ali si v Triglavskem narodnem parku in ali si obmejno problemsko območje. To se pravi, obmejno problemsko območje je pač neko območje ob meji, več ali manj, ki je od, bomo rekli, centralne avtocestnega omrežja oddaljeno več kot 45 minut, ki ima več kot 50% območij v Naturi 2000 in še teh unih, in tega mi nismo. Mi nismo obmejno problemsko območje in na ta način, recimo pri razpisu za obnovo kulturnih spomenikov, kot je Kajzer, kjer smo se prijavili in je bil projekt posebej pohvaljen, nismo dobili dovolj točk, zaradi tega, ker pač na obstoječih 95 točk, kolikor mislim, da smo jih imeli, so recimo sosednja občina Tolmin dobila še dodatnih 5 točk na obmejno problemsko območje in dodatnih 10 točk na Triglavski narodni park. Mi pa za objekt UNESCO dediščine dobimo samo 2 točki, zaradi tega, ker je v razpisu pač tako določeno. Si lahko kaj pomagate z Andrejem Poglajnom, podžupanom sedaj, pa tudi državnim svetnikom v tem problemu? Ja, zdaj, ko so že ravno pri podžupanu, moram reči, da mi je žal, da sem napačno komuniciral samo, bom rekel, delegiranje podžupana iz moje strani. Tu se bom na tej napaki naučil, da prihodnjič, ko bomo podžupana ali podžupanjo imenovali, bomo tudi skomunicirali zadevo tako, kakor je prav. Ja, Andrej je bil, bomo rekli, nekaka logična moja izbira, zaradi tega, ker je trenutno edini politik iz Idrije, ki je aktivno, bomo rekli, udeležen v državni politiki oziroma je državni svetnik. In državni svetnik nekako
lažje trka na vrata ljubljanskih pisarn, tako da moram pa reči, da sva se dogovorila, kako in kaj bo prevzel, in jaz mislim, da jeseni se bo tudi že videlo, na čem delamo. Torej, ob tem trkanju na ljubljanska vrata bo dobil še druge naloge? Ja, imel bo zadolžitve na področju mladih, s krajevnimi skupnostmi bo sodeloval poleg mene, seveda, ker jaz v tem mandatu sem se odločil, da jaz vodim sosvet predsednikov krajevnih skupnosti, ker sem tudi bil sam predsednik krajevne skupnosti in mislim, da mi je ta stvar blizu, in še nekaj drugih stvari, ki so pač take, da jih bo tudi opravil tako, kakor je treba. Na občinskem svetu je bilo kar napeto v zvezi s tem imenovanjem vašim, pravzaprav s tem komuniciranjem, pojasnjevanjem. Sedaj so se strasti umirile. Ja, jaz upam. Treba je povedati, da trudimo se, da bomo v najkrajšem možnem času vzpostavili res delovno mesto na občini, ki se bo ukvarjalo, pač da se bo ena od zaposlenih ukvarjala in s tem obveščanjem javnosti, kakor je treba. Je pa treba se prav premakniti ljudi v okviru občinske uprave na prava mesta, tako da do konca poletja bomo tudi s tem prišli do konca. Bi lahko rekli, da opozicija kar strogo pregleduje vaše delovanje? Ja, se ima vso pravico to delati. Predvsem bi pa želel mogoče, da nekako pridemo do tega, da nam pusti predvsem delati tisto, kar smo si zastavili in kar je evidentno in kar je, mislim, da v korist večine ljudi v tej občini. Ob zadnjih glasovanjih se je pokazalo, da imate udobno večino v občinskem svetu, tako da z nekaj proceduralnimi težavami pa vendarle voz peljete naprej. Ja, malce je zapletel tu in tam, oziroma nasprotnih si mnenj, ampak mislim, da bomo stvar v dobro vseh občanov peljali tako, kakor je treba. No, spremljal sem vašo zadnjo sejo, 45 minut, eno šolsko uro ste se pogovarjali o dnevnem redu. Ja, tudi to je pravica v demokraciji, tako da bolje na začetku dlje časa o tem, pa da se potem stvari hitreje odvijajo. Pomembno področje občine je turizem. Včasih se mi zdi, da se tukaj javni in zasebni interesi nekako križajo. Ja, predvsem je treba ločiti, kaj je javno in kaj je zasebno. Jaz mislim, da je naloga javnega občine, Zavoda za turizem in ostalih institucij, ki se s tem ukvarjajo, je, da zagotavljajo osnovne pogoje, da lahko, bomo rekli, privatni interes potem postavi svoje storitvene dejavnosti, s katerimi lahko potem služi. Kaj čem s tem reči? Občina Idrija ne more imeti gostiln, kelnerjev, kuharjev, hotela in tako naprej. Se pravi, občina Idrija lahko ustvarja pogoje za to, privatni sektor oziroma lastniki, ki se pač v tem vidijo, pa se morajo s tem ukvarjati. Naloga občine pa je seveda, da pomaga tem lastnikom celo stvar promovirati in pripeljati čim več ljudi. To najbrž velja tudi za primer Lajšta, smo pred kopalno sezono, pred poletjem. Ja, Lajšt se potem, ko je bil lani poškodovan jez, se jez sanira oziroma popravlja. Bil bi že popravljen, če bi imeli spomladi pametno vreme, bom rekel po domače, ker je pa delo, bomo rekli, praktično v vodi, je bilo treba čakati na to, da je vodostaj čim nižji in da se lahko sploh premika v okviru tega jezu. Tako da to bomo. Imamo pa na Lajštu predvsem veliko izzivov s tem, da je potrebno zagotoviti neka stavbna zemljišča, na katerih bo dovoljeno narediti karkoli novega. Most v Metci ob Debeli skali že vrsto let zaprt. Ljudje ga pogrešajo. Boste našli denar za popravilo?
Ja, ta most, jaz sicer mislil za konc povedati, da bi nekaj vzpodbudnega bilo. Ne? Ja, most je sredstvo so v proračunu, pogovarjamo se s potencialnimi izvajalci, sicer vsi pravijo, da se lahko dela lotijo jeseni, tako da zdaj po zbiranju ponudb bomo tudi izbrali najugodnejšega, kar je pač potrebno in se dogovorili, kdo bo to letos tudi izvedel. Se pravi, most pri Debeli skali, če se ne zgodi res nekaj nepredvidljivega, bo letos obnovljen, ne do, bi rekel, praznika idrijskih žlikrofov, ki je največji dogodek v Mejci, ampak do konca leta pa definitivno. Najbrž na tak način, da ne bo spet propadal, ne? Ja, praktično gre se v obnovo obstoječega mostu, določene materiale se bo nadomestilo s kakšnim drugim, zaradi tega, da pač ne bo povzročalo škode, kot so sedaj recimo zajle, ki so bile, oziroma jeklenice, ki so bile ovite iz totra cevjo in pač na ta račun bile konstantno mokre. Pač določene rešitve bodo boljše, da bo stvar obstojna. Moramo povedati, da tudi tisti most je star 40 let. Cesta Idrija-Spodnja Idrija, to je velik problem za zelo veliko občanov. Vsak dan izgubijo po uro časa v teh neskončnih kolonah. Ja, meni je zelo žal, da je tako. Moram reči, da smo stalno v stiku z investitorjem, se pravi z direkcijo za ceste, z državo, z nadzorniki, dajemo pobude, prosimo. Nekje smo uslišani, nekje tudi ne. Moramo pa reči, da občina ni investitor v tem primeru, ne, in imamo nekako omejene možnosti, koliko smo lahko hudi v narekovajih. Zdaj obljuba je taka, da kar se tiče ceste, naj bi se večina del zaključila do konca septembra. Predvsem bo za začetek drugega leta oziroma v primeru lepe zime bodo dela ostala še na zaščitnih ograjah, se pravi praktično od Spodnje Idrije do Marofa, do doma bo nad cesto zaščitna ograja, podobno kot se zdaj montira v Zali, ki bo pač tudi ščitila cesto pred kotalečim se kamenjem iz hribov. V Podretej je projekt končan. Ja, bomo rekli 99% je končan, čaka se na tehnični prevzem. Jaz mislim, da to je ena tistih pridobitev, ki smo jih čakali, predvsem zaradi, bomo rekli, varnejšega kolesarjenja proti Beli. Moram pa reči, da ko bo enkrat kolesarska res končana, z vso dokumentacijo, bomo šli v to, da se, kakor je bilo že včasih, prepove kolesarjenje po rakah. Rake so sprehajalna pot, niso namenjene kolesom, tako da faza naprej od odprtja kolesarske bo tudi zaprtje rak za kolesa. Vsako leto naj bi obnovili 2 cesti na podeželju. Katere so letos v planu? Letos se v bistvu, jutri se zaključuje razpis, je cesta proti Zavratcu, ki naj bi se poasfaltirala v dolžini približno 1700 metrov, se pravi v smeri iz Mravlišča proti Zavratcu in nekaj 100 metrov od Zavratca proti glavni cesti proti Ravtam. Drugi del te investicije letošnje pa je gradnja pločnika in delna malenkostna prestavitev ceste od osnovne šole v Godoviču proti Veharšu, v tem delu, ki še nima pločnika. Se pravi, en del pločnika smo 2 leti nazaj že naredili, od vrha navzdol. Ta spodnji del se bo delal letos. Sicer je še za pridobiti nekaj soglasij lastnikov zemljišč ob cesti, ampak jaz upam, da bomo vsi nekako pametno pristopili k stvari in pač naredili ta pločnik, ki bo kar veliko pomenil za prometno varnost v Godoviču. Vodovod je na tem odseku obnovljen? Ne, tega nisem spotoma se na tem odseku menjuje tudi vodovod.
Črni vrh se kar odmika to urejanje vojaškega središča. Kako boste? Nekaj bi še pri Godoviču povedal. V Godoviču se konstantno vsako leto namenjamo sredstvo za zamenjavo določenih vodovodnih odsekov, pač teh večjih dimenzij. Velika sreča je bila, bom rekel, da se je en del vodovoda v industrijski coni lani jesen zamenjal, ker nedavni požar, moram reči, da kar se tiče distribucije vode za gašenje, ni bilo problemov. Tako da to, ja, kar se tiče Črnega vrha, država je iz državnega proračuna in praktično NRP-ja umaknila vsa sredstva za ceste državne. In jih primaknila na železnice. Več ali manj na železnice. Ja. Bomo dobili železnico torej? Očitno ne. Čeprav jaz ne bi imel pred železnic popolnoma nič, ne, ampak dela, ki smo jih predvideli skupaj z državo v proračunu za leto 2024 v Črnem vrhu, zaenkrat ne kaže, da bi se jih dalo izvesti. Pač država je iz proračuna tega cestnega vsa sredstva dala na železnice, več ali manj. Tako da mi bomo v Črnem vrhu delali stvari, ki so neodvisne od države, se pravi delala oziroma prenavljala oziroma posodabljala bi se pot oziroma cesta od glavne ceste proti šoli, ki je tudi nevarna brez javne razsvetljave na določenih delih, brez pločnika. To in šli bi v tista dela, ki se pač začne urejati, tudi trg v Črnem vrhu, ki je v zelo slabem stanju, v še slabšem stanju pa je vodni kanal, ki poteka pod samim trgom. Tako da ja, čaka nas kar pestro dogajanje tudi tam gor. Na področju otroškega varstva lahko ugotovimo, da so objekti relativno dobro sedaj urejeni. Težave proračunu pa povzročajo stroški za plače. Za višje plače se dogovorijo v Ljubljani, plačate jih pa vi. Ja, to je tisto, kar so že prej na začetku govorila v bistvu. 500 000 praktično, skoraj. Ja, tako. Tukaj se bo spet poznalo nekaj na investicijah, ker pač investicije so zadnja stvar v tem nizu financiranja. Ne, se pravi, prva stvar je tisto, kar nam predpiše država, druga stvar je, no vem, recimo konkretno investicije v zdravstvo pri nas. Tako da pač kar ostane, gre potem za tiste stvari, za katere ne gori voda. Čeprav bom rekel, pri cestah nam nekje že gori voda. Ja, pri otroškem varstvu, če poveva še to, jeseni bodo 3 oddelki manj, ja. Ker so bolj šibke generacije. Generacija, ki pač gre letos v vrtec oziroma ki odhaja iz vrteca, je nasproti tisti, ki prihaja v vrtec, precej velika, oziroma je ta nova manjša. Tako ja, da bo kar nekaj oddelkov manj, nekaj se bo premestilo z Idrije v Spodnjo Idrijo, ki ima nov vrtec in je pač prav, da so vsi oddelki oziroma vsi prostori zasedeni, tako kakor se predvideva. En oddelek manj pa bo za gradom, ki je pač trenutno najstarejši vrtec v občini. Omenili ste zdravstvo. 1 milijon evrov boste porabili za dokončno ureditev starega zdravstvenega doma avstrijskega dela. Odkot denar? Ja, v bistvu država je namenila sredstva na prebivalca. Mislim, da mi dobimo 82 evrov na prebivalca. In sicer brez državnega razpisa, ki mora biti namenjen v pač primarno zdravstvo. Nekaj tega smo že v lanskem letu porabili za prvi oziroma za zaključevanje investicije v italijanski del starega zdravstvenega doma. Letos bomo pa dobili še oziroma imamo zagotovljena sredstva, kdaj bomo dobili letos ali drugo leto glede na gradnjo v višini, mislim, da 645 000 evrov za dokončanje avstrijskega dela starega zdravstvenega doma, v katerem bo pač svoje prostore imel Center za mentalno zdravje otrok in mladostnikov, se pravi, da zaključimo to tudi, kar se tiče prostorov za ta center, in pa prostori
za medicino dela in športa, ki so sedaj v prvem nadstropju, bomo rekli, novega zdravstvenega doma, kjer pa bodo v nadaljevanju, ko se bo vse skupaj preselilo v avstrijski del, bodo nekako združene vse ambulante družinske medicine. Kdaj boste končali s temi investicijami? Ja, jaz upam, da večino do novega leta, kar se tiče avstrijskega dela zdravstvenega doma. Športni objekti, Modra dvorana ostaja problem? Mislim, da zdaj bom tako rekel, v zadnjih letih se je kar dobro investiralo in v šolske objekte in v, bomo rekli, objekte vrtcev. Nekako se sledi v največji možni meri z, bomo rekli, infrastrukturo, kar se tiče kanalizacije, vodovoda in tako naprej. Ja, kulturni objekti in športni objekti so pa še vedno velik problem. Pravkar je ven razpis za gradnjo in sanacijo športnih objektov, sicer letos so zelo okrnjeni veliko masi sredstev, vsega skupaj 10 milijonov. Tako da smo se odločili, da bomo na prihodnjem razpisu, prihodnje leto, kandidirali verjetno, da z Modro dvorano in stadionom. Vedeti pa moramo, da je spet smo pri točkovanju razpisov. Če bo naslednje leto spet tak sistem točkovanja, kot je pri tem, se pravi, smo spet nismo v Triglavskem narodnem parku in nismo obmejno problemsko območje, tako da ne vem, kako bomo prišli skozi. Bomo pa morali za vsak ta objekt, recimo od Modre dvorane naprej, iskati več virov financiranja. Se pravi, nekaj občina, nekaj ekosklad oziroma skladi, ki se z energetsko sanacijo ukvarjajo, nekaj z Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, tako da kombinacija vsega bo edina možna zmaga. Predlagajte širitev Triglavskega narodnega parka. Idrija je bila alpsko mesto leta, ne? Mogoče pa zakon spremenimo tako, da vse občine, ki imamo krajinske parke, tudi spadamo pod ta, tudi ta razmišljanja so. Ne se malo pohecam, no, jaz sem tudi ministru rekel, ministru Hanu, da mogoče bi pa tudi območja medveda dobila več točk. Na koncu smo mi na območju medveda, pa se težje rekreiramo v naravi kot nekdo, ki ni v območju medveda. Vsekakor začela sva ta pogovor z občinskim praznikom, končajva ga na podoben način. Kaj sporočate občanom v prazniku? Ja, zaželel bi jim vesel, lep praznik oziroma dogajanje okrog tega praznika. Naj se udeležijo slavnostne seje, ki bo 22. junija ob 7. zvečer na Kendovem dvorcu v Spodnji Idriji. Je odprtega tipa, tako naj se nihče nima zavore sam pri sebi, da ne bi prišel. Nastopila bo lanskoletna dobitnica nagrade za mlade, Maruša Mlakar, ki bo uprizorila del te njene igre Pasje grofice. V glavnem, boste podelili tudi nagrade letos? Vsekakor podelitev nagrad, nagrajenci so znani, bodo javno objavljeni tudi v Idrijskih novicah, seveda, ki je osrednji tiskani medij v naši občini. Tako da ene lepe praznike želim. In razglasili boste tudi častnega občana, to ni vsako leto, ne? Ja, res je, tudi častnega občana bomo razglasili. Se pa zadnje leta kar pogosto dogaja, da imamo nove častne občane. Tomaž Švencelj, župan občine Idrija, čestitke o prazniku tudi z naše strani. Vse dobro vam želim in hvala za ta obisk in pogovor v studiu. Hvala tudi vam in vesel praznik. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa lepo praznujte in srečno do naslednjič.